Kakor me je kariera in ta življenjska pot pripeljala do tega, da sem znala narediti korak nazaj in reči, ok, to je službeno, to je poslovno, pač preiskujem to, ampak to je ta film, ki ga gledamo in v tem filmu preiskujem to in ne pustiti, da se te to dotakne. Ne. So se me pa kakšne stvari definitivno dotakne. Koliko je pa danes v tvojem delu že ta cyber kriminal prisoten, oziroma koliko primerov imate, ko je treba pa posegati v tej smeri, se pravi, nek cyber security pa tako? Ja, ravno včeraj je sodelavec odtaknil, no, ker je našel na spletu neke odtekle informacije iz dveh pravzaprav subjektov slovenske kritične infrastrukture, pa ne bom namenoma poimenovala, ne. Je vse javno dostopno, ne, tako da ja, to je vsekakor stvar, ki je ne samo v trendu, ampak mislim, da bo bistvena v prihodnjih letih. In zato ja, imamo v kolektivu ljudi, ki so strokovnjaki na tem področju. Ker če želiš biti strokovnjak na tem področju, po mojem se moraš že v plenicah ukvarjati z računalniki in z tem, se pravi, z spletnim okoljem. Ne. Je pa to, ja, tudi support, tako če gledam preiskovalno delo, je tudi support tega praktično vsakodneven. Se pravi, spet primeroma, če povem, da bodo tudi gledalci lažje razumeli, ne vem, predsednik uprave, član uprave, nas kontaktira, ker ali bodisi je bil nek sum, da so neke informacije odtekle, ali konkretno o njem, ali konkretno od njega, ali neke poslovne skrivnosti, ali o podjetju, ali o organizaciji, ali pa ker ga samo zanima, ali pa so mogoče kakšna gesla dostopna javno ali pa na darknetu od njega in se tako pol tudi lažje zaščiti. Aha, ok. Primer, ja. Super. Daj mi še povej, se pravi, tvoj dan poteka tako, da v bistvu preiskuješ ljudi in vidiš ogromen negativnih lastnosti človeštva na nek način. Kako se potem ti odklopiš, a imaš kakšen mehanizem za ta stres management, za to, kako si reči, tlej se ljudje smo še zmeraj po naravi dobri, ampak hkrati si pa ti v poklicu, kjer primarno niso. No? Ja. Ravno na tak način, ne. To zavedanje pa poznavanje psihologije, da vemo, da pretežno oziroma v svoji osnovi smo ljudje dobronamerni, in da takih je tudi večina ljudi, in da s temi ljudmi, ki se pa ukvarjamo, torej ki jih preiskujemo, da je to samo neka skupina, nek del populacije, nek del prebivalstva, če tako rečemo. In ravno to ozaveščanje, pa seveda drugo pa, kar je bilo, oziroma kakor me je kariera in ta življenjska pot pripeljala do tega, da sem znala narediti korak nazaj in reči, ok, to je službeno, to je poslovno, pač preiskujem to, ampak to je ta film, ki ga gledamo in v tem filmu preiskujem to in ne pustiti, da se te to dotakne. So se me pa kakšne stvari definitivno dotakne, sploh kakšne družinske zadeve, kjer se recimo zbiralo dokazno gradivo za skrbništvo otroka, in že te prepiri med staršema in ko to vidiš, kaj vse se veli preko otroka in bog ne daj, da je bil še starš neprimeren, recimo pa otroka v času stika vozil po gostilnah, pa se ga tam nalil, pa se pijan vozil okrog, konkretne primere vam govorim, je take stvari pa težko, da se te ne dotaknejo, tudi če si ne vem, kako prekaljen pa zverziran. Detektivska šola v Bukarešti. Leta 2023 si kot najmlajša častna dekanja in prva ženska vodila to izjemno šolo. Kaj se učijo detektivi in detektivke na taki šoli? No, to je bil spet en tak prebojni dogodek. Zakaj? Zato, ker mi to pomeni priznanje. Vse tukaj, ok, so me na fakulteti dali na častni zid, pa podali priznanje karierno uspešna diplomantka, to mi recimo tudi blazno veliko pomeni. Ampak v tujino, ko prideš, je pa seveda tukaj teže, ker Slovenija nas je 2 milijona pa še nekaj, tujina je pa pač cel globus, in tam uspet v branži, ki je globalna, je dosti teže, in neko tako priznanje dobiti veliko pomeni, pa tudi vidno je med kolegi v tujini in to je res neka taka stopnička naprej.
Ja, kaj se učimo? Vsako leto kaj novega, ne? Vsako leto tudi tam predavam, tudi kakšne svoje kolege peljem tam, tako da zdaj predvsem poudarek na umetni inteligenci, recimo to bo letos, potem na preiskavi, recimo fake news in teh zadev, tako da predvsem na tem, pa tudi še kakšne torej klasične operativne preiskave. Hudo, the best. Deva se vtakniti, če glede to, da sva na podcastu Beyond Leadership, kako bi rekla, da se je tvoj stil vodenja spremenil, ko si začenjala svojo kariero, do zdaj, ko imaš večjo ekipo, mogoče malo drugače gledaš na stvari? Mislim, spremenilo se je seveda, 20 let je seveda veliko, ne? Tudi začela sem sama oziroma v sodelovanju s starejšimi kolegi, kar je tudi v naši branži zelo pomembno in to mladim vedno svetujem, če se odločate oziroma če se vidite v tem poklicu, pejte v to. Ne preveliko razmišljati, ker jaz, ko sem začutila, da je to, jaz nisem nikoli nekaj veliko razmišljala, kako bi levo ali bi desno, pač greš, ne. Skočiš v bazen in upaš, da je to, ne, da boš splaval tam. Tako da pač, ampak če si drzen, potem imaš opcijo, da ti uspe, ne. Ker če nisi drzen, pa ne narediš koraka, pa ne boš nikamor verjetno prišel, ampak boš stal na mestu, ne. Se je spremenilo definitivno in zdaj trenutno, kakor se je meni izkazalo po izkušnjah, da je dosti lažje mi obvladovati kolektiv oziroma voditi, če so stvari tudi horizontalno, ne samo vertikalno razporejene, a ne. Se pravi, ne samo vertikalno, da vse pod menoj, ampak eno je, da imamo tudi inštitut, ne, na inštitutu je mlajši kolega, zelo dober, zelo sposoben, ki je direktor, ne, tako da tukaj smo v bistvu na horizontali. In je dosti lažje in stvari dosti boljše funkcionirajo. Super. Deva se dotakniti še malo osebnega življenja in sicer, kakšne hobije imaš, kaj počneš v prostem času? Trenutno, slikam že nekaj časa, tako da to mi je en tak zelo dober, zelo fajn in zelo ljub hobi in mi je odmik, zato ker res, ko vzamem čopič in paleto v roke, se odklopim in sem sam tam. In sem jaz in je slika in ni nič drugega in je mir. Hudo, ne. Ker moram reči, da to je tudi ena moja močna točka, ne, je odvisno seveda, kak karakterno je človek, ampak moja močna točka je, da se lahko zelo hitro odklopim v glavi. Nimam recimo nekih misli ali pa uma, ki bi blodil ali pa ki bi ful bil nadležen, ne, ker kakšni, vem, ko se pogovarjam z posamezniki, pa rečejo, jaz ne morem utišati svoje glave, ne, se usedem na kavč, to stalno premlevam stvari, ne. Jaz pa to lahko v momentu izklopim in tukaj, to je res moja močna točka in tukaj pri hobiju, se pravim, se usedem na stol, vzamem čopič, vzamem paleto in je slika in sem jaz in ustvarjam in tudi tukaj sem lahko kreativna. Ampak na drugačen način. Takrat, ko ne slikaš in imaš tudi malo prostega časa in prižgeš televizijo, se vem, da zdaj še rekla, ne gledam televizije, a je kakšna najljubša serija, kakšna detektivska ziher? Trudim se, da ne gledam novic. Seveda ošvrknem kakšne te varnostne portale, dogodke, to spremljam, ampak se trudim, da se me stvari osebno ne dotaknejo ali pa da ni spet skrbi, kaj bo s tem svetom, ne, ker imamo kar nekaj kriznih žarišč po svetu in je to zaskrbljujoče, tako da se trudim ne pasti v ta afekt, ne, prižgem televizijo, gledam ponavadi dokumentarce, ali o krajih, kamor bi rada šla, ali o krajih, kamor grem recimo tekoče leto. Tako da največkrat so to seveda kakšne potopisne stvari, potovanja, kakšni dokumentarci, to bi se mi zdaj spet kolegi oziroma se mi bojo kolegi v pisarni smejali, ID Discovery, ne, ker je serial killer profiliranje, ne, zakaj me to zanima, ne, da argumentiram, da ne bo čudno izpadlo, da gledam serijske morice, ampak zanima me to iz psihološkega vidika, ne, da vidim, kako je človek odraščal, kakšne starše je imel, torej je to pripeljalo do tega in tega, tako da take stvari največkrat prižgem in gledam, se pa trudim tega čim manj in tem več berem, ker mislim, da je to zelo pomembno za osebo. Deva se vtakniti, ko si zdaj omenila serijo, pa te v bistvu serijski morilci, pa to. Ti si v sklopu svoje doktorske dizertacije opravila raziskavo glede uporabe kognitivnega intervjuja pri preiskovalcih.
Daj nam razloži preč, kaj to pomeni, ker se sliši ful fascinantno. Ja, to je že kar kompleksen naslov, ne? In se vedno trudim, kako to na enostaven način razložiti, se težko da, tudi jaz načeloma nisem, kako bi rekla, znana po tem, da znam enostavno stvari razložiti, ne? Ampak sem potrudila, se pravi, moja dodana vrednost za doktorsko dizertacijo je ta, da bi s tem pripomogla, torej samim preiskovalcem, bodi so to zasebni preiskovalci, torej detektivi ali pa kriminalisti, a ne, policisti, kako njim pomagati, da oni, ko upravljajo razgovore, bodi si z osumljenci, žrtvami, pričami, kako njim pomagati s temi tehnikami, da bo rekel, ok, tukaj bi se lahko pa izboljšal. Ali pa ok, tukaj sem pa naredil neko napako, pa bom drugič drugače tekom razgovora, ker bom na tak način lahko pridobil več koristnih informacij za sam primer. To je zdaj zelo simplificirano povedano. Debe, se pravi, kako dobiti več od neke priče s pomočjo nekega intervjuja? Se pravi, to je neka metoda. Okay. Ja. The best. Zato, ker ključno pač pri delu detektivov in tudi seveda kriminalistov, policistov so informacije. Ne? Informacije dobivamo bodi si iz javno dostopnih virov, spleta, bodi si z opazovanjem in pa seveda z razgovori.